V družinskem podjetju imamo občutek, da je vse skupaj ena velika firma. In družina, in družinski izleti, družinska kosila, vse je kar naenkrat ena velika firma. Vse smo se itak zmenili, itak nam je vsem jasno. V resnici na koncu gotovimo, da mnemo ni čisto nič jasno, kar je žalostno in na koncu se zaradi tega začnejo določene težave. Upam, da ne zdravstvene, ampak dostikrat tudi zdravstvene težave, ker se nekateri ljudje izčrpajo. Izčrpamo se in ne napredujemo, ne nadaljujemo in na koncu se zgodijo res čudne stvari. Dosti podjetij, družinskih podjetij tudi zaradi tega propade. Kaj bi vam rad povedal? Samo 3 rešitve, katere lahko implementirate takoj v prakso. Če rabite pomoč, jo poiščite, ampak v principu pa gre za 3 ključne stvari. Prva ključna stvar je poslovne funkcije in vloge. Vloge, katero vlogo kdo ima, kaj mora kdo narediti. Poslovne funkcije poznate iz podjetja, računovodstvo, prodaja, proizvodnja in tako naprej. In podobno je treba tudi v majhnih podjetjih, tudi ko sam začnete, ko vas je 3, 2, 5, 10, je treba poslovne funkcije ali odgovornosti, vloge zelo natančno določiti. Napisati procese mogoče in se jih držati in se začeti ukvarjati na ta način, da tisti, ki vodi firmo, ima na določeni vlogi ta pravega človeka, ki bo oddelal to vlogo in mu popolnoma zaupa. Če ni zaupanja, če ni spoštovanja, težko napredujemo ljudje kot bi rekel, skupina ljudi oziroma kot podjetje. Se pravi, to je prva stvar, definirate vloga. Ta druga stvar, način komunikacije, imejte jutranje briefinge. Če se zjutraj, ko se pojavite v podjetju, spite kavo, pogovorite se, kakšen plan ima kdo in kaj bo kdo naredil danes krasnega za naš napredek. Tisti, ki je odgovoren za svojo stran, lahko poišče pomoč, vpraša, kdo bi mu lahko pomagal, oziroma direktor ali tisti, ki vodi podjetje, definira, kako se bodo stvari danes odvile. Zelo pomembna stvar, jutrnji briefingi so poleg sestankov, ki so enkrat tedensko, kjer se pogleda, kako stvari stojijo in kaj je plan za naprej, zelo, zelo pomembni. In ta tretja stvar, o kateri želim govoriti, je, da spoštovanje prisluhnite in sprašujte, ne delegirate, komandirate. Kot veste, tiste 3 funkcije, ki jih vsak dan uporabimo in jih izvajamo, ena je kot otrok, ena je kot starš in ena je kot odrasel. Kot otrok se vedno, ne, jaz nisem kriv, on je kriv, ne? Kot starš, pej tam pa naredi to, in kot odrasel zgleda, da imamo problem, da je se dogovoriti. Jaz verjamem, da so vse 3 pomembne, ampak ta odrasel ima nekako najbolj smiseln način za lepo prihodnost in napredek. Če so vam stvari všeč, me sledite naprej in povedal bom še veliko praktičnih nasvetov, ki bi vam lahko že jutri koristili v vašem poslu.